Fantasy. Radio Fantasy. Ja, pri nas je vroče. Prvani je prišla, pozdravljena, kako smo kaj? Živijo, super. Mal gneče na cesti, a ne? Mal gneče na cesti, Čakaj, da ti še malo popravim. Aha. Ok. Evo, zdaj se jo malo bolj sliši. Ja, tudi tak nežen glasek. Prvani, evo, zdaj to je tvoje umetniško ime, se na zadnje, ko si bila tle, smo debatirali o tem tvojem vzdevku drugače. Veronika iz Mozirja, ne? Koliko je v Mozirju, vse v redu? Super je, brez oblačka, sonce. Kaj, pol tu pri nas se nagnete, prometa malo več? Ja, strašno. Danes je nekako, cele malo ponorjeno. Zabasano. Ja. Dobro, v redu, se zgodi. Zdaj četrt stoletja je za tabo. Ja, res Malo, je, skoraj. Malo še, maj. Maj, ne, Maj, ker jaz sem 12. se maj. ravno prej nekaj zbadala v cipresah, pa o tem, ne. Predvsem sem rekla, v Regradu. pride ena mlada, ne. Tako da si zdaj nasprotje, najo. Ok. Kako je z ustvarjanjem glasbe, vedno poskrbiš za drugačnost in zdaj je nov singl zunaj. Ja, zdaj je nov singel zunaj, hvala. Vroče srce, ne. Vroče srce. Ja, vesela sem, da smo lahko izdali nekaj, to bo je tako bolj, glasbeni poznavalci poznali, ko je v 6/8 taktovskem načinu. Madoniš, Ja. zapleteno. Ja, to gre tako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to, ja. To mi je ful všeč. Ja. In še nisem izdala komada v takem ritmu, bom rekla, no. Tako da je vroče srce zdaj to prvo. Ti si zdaj pol presenečaš, ker tam na Instagramu piše princeska R&B glasbe, ne. Sej sem! In zdaj pa 6/8 takt, ne. Ja, pa sej R&B izvira iz teh 6/8. Okej. Ja. To je takrat v 60-ih še Etta James pa to. Ja. Ja. Zdaj vidim, da imaš kitaro s sabo in te bom kar porabil, glede na to, da malo zamujamo. A ne? Aha, ok. A ne, še počakaj malo. Lahko najprej vroče srce. Veš, da lahko, imam pripravljenega, jaz tle, tako da ni problema. Se pravi, da se malo ugrejemo, ne? Jaz dam najprej vroče srce, potem pa gremo še z akustiko, izvoliš, evo. Tako. Tole je zdaj, Veronika, kaj imaš rajš? Vem, da te umetniško pač morajo klicati ali pa si želiš, da kličejo, ampak kaj pa, ko si na faksu? Prijatelji me velikrat kličejo prvani. Ok, prvani, Ja. podpisano. Ja. Mislim, profesori pa, Steiner. Aha, Steinerjeva, dajmo malo povedati, ne? Ja. Zdaj, povej, vroče srce, ti si taka multi-instrumentalistka si, ne? To je ena stvar. Vidim, da ko delaš video spot, si skozi zraven, tudi skrbiš za vse, od začetka do konca, do produkcije. Pol gledam styling, ličenje. Ja, vse, rada imam to, mislim, to mi je tako nek portal izražanja, ali kako naj rečem. Pomembno mi je pač, da sem upletena, posebej, če imam pač neko vizijo in če imam vsaj neko sposobnost, pač, da se to dobro naredi, bi želela pač sama, ne, da se tudi še jaz ob tem razvijam in da je res tako, kot vidim v glavi. Ja, cool. Ja. No, zdaj, ker ta nov zadnji spot, ne, vroče srce, video ste snemali na 2 lokacijah, sem gledal. Ja. Malo v Mozirju, rodnem, kulturni dom, ne? Tako. Pa še na gradu Vrbovec. Tako, ja. Tako da smo kar čist savinski. Koliko zdaj pol, glede na to, da vse sama delaš, koliko se lahko snemaš pol? Imaš koga? Ja, ekipo, seveda. Tokrat sem sodelovala v bistvu prvič z Amadejem Herzogom. In mi je bilo super. In pa v bistvu 3 sošolci iz osnovne šole, ki so mi pomagali na setu, in Filip Brinovec, s katerim sem že prej, pri Doraja sva sodelovala pri setu in pri fotkah. Tako da sem nekako, se mi zdi, počasi ustalila to neko ekipo in mi je ful fajn, strašno smo se zabavali. Mislim, da se to vidi pač tudi v videu, pač, ker tudi smo imeli, ful sem hvaležna, ker sem imela priložnost tudi nositi dizajne od enega našega odličnega slovenskega dizajnerja, Jana Brovča, ki je genij. Genij! In ti outfiti, ko smo jih imeli, pač to je res, mislim, nerealno. Vse, če boste šli pogledati video, ful je barvit, ful je intenziven, zelo je... To je čisto v tvojem stilu. Ja.
te barve. Ja. Parvani Violet napište v iskalnik pa vroče srce in boste videli, koliko vroče je video spot. Zdaj vidim, kitara je prisotna in Doraja. Pa zdaj, a lahko uporabima ritmiko Doraja, pa dodava neke fantazije gor? Da uporabljava, ja. Gre, ne? Pa ja. Ti si itak multi, pa vse obvladaš. Ja, lahko nekaj probava. Okay. Danes smo na radiju Fantasy. Z nami je Parvani Violet. Same dobre vibracije. Uživajte v glasbi te atrakcije. Same dobre vibracije. Same dobre vibracije. Nice, bravo. Super, evo, ritmika Doraja in to pesem boš tudi še odpela akustična verzija. Časa nam je ful zmanjkalo, ker je bila gneča, ne? Ja, lej, tak je, ne? Žal, ampak tako je, ja. Za naslednjič pustiva spet nekaj odprtega, ampak poleg tega, da si v tem glasbenem svetu R&B-ja, si tudi postala športna novinarka. Kaj je to videl? En članek sem videl, pisala si o enakopravnosti v smučarskih skokih. Tako, ja. Mislim, da je, tako, to je zdaj dost sveža služba, mislim, da sem, 2 tedna, ampak mi je, tako bom rekla, zbujam se zjutraj srečna, to je ful pomembno. Pisala sem pa o enakopravnosti skozi smučarske skoke, ker se mi zdi, da je blazno veliko potencijala v tem športu. Zato, ker je en redkih športov, kjer dejansko lahko, tudi pogovarjala sem se s tem mojim strokovnim sogovornikom, direktorjem norveške reprezentance in on strašno, tako verjame, da dejansko pač lahko dosežemo neko enakopravnost prav skozi ta šport in da lahko, pač moramo naprej še vlagati v ženske, da imajo pač enake možnosti kot moški, ker so pač dejansko pač fenomenalne. Ja, ta ženska panoga smučarskih skokov se širi in je že skoraj, če že kar ni enakovredna, ne? Ja. Zelo zanimive stvari in zdaj sem malo tako pokrivala malo Kranjsko goro, zdaj grem tudi v Planico, tako da zelo mi je super. Slovenija je dobila novo športno novinarko. Ja, in združujemo to, malo muske, malo športa. Dajmo za konec še malo muske in čestitke so srečno tudi na tem področju, športnega novinarstva. Najlepša hvala. Zdaj za konec malo pa Doraja, do tja greva. Ja. Pol pa nazaj. Hvala ti za obisk v studiu. Radio Fantasy. Radio Fantasy.